No posłuchajcie ludzie, gdy na początku wszędzie byli górale, a dopiero potem porobili się Turci i Żydzi. Ljudje, poslušajte. Na začetku so bili povsod hribovci, šele potem so nastali Turki in Židi. Hribovci so bili tudi prvi filozofi. Filozofija se reče po grško, pomeni pa toliko kot pametnjakar. Po grško pa se pravi samo zato, da bi bila zmešnjava, ker zakaj neki pa bi moral vedeti, kaj je bilo na začetku. Sicer pa Grki sploh niso bili Grki, pač pa hribovci, ki so se izdajali za Grke. Saj na začetku ni bilo Grkov, povsod so bili hribovci. Zdaj bom povedal, kako je zares bilo s temi pametnjakarji. Govoril bom čisto resnico, ker kaj pa naj bi imel od tega, da bi si izmišljeval? Letos je minilo 25 let od smrti Jozefa Tischnerja, poljskega duhovnika in filozofa. Slišani odlomek je uvod iz njegove knjige Zgodovina filozofije po hribovsko, napisane v podhalanskem, torej hribovskem narečju. Ideja napisati zgodovino filozofije v južnopoljskem narečju in humorni maniri se lahko zdi nenavadna zgolj tedaj, ko še ne poznamo njenega avtorja. Toda pripovedovalstvo, živo pridigarstvo na eni strani, na drugi pa sokratovski prehod od akademske filozofije do ljudske modrosti, vrnitev filozofije človeku, je pravzaprav esenca Tischnerjevega ustvarjanja. Bog nas je našel, preden smo mi našli Boga. Jozef Tischner se je rodil leta 1931 v kraju Stari Sač, mami učiteljici in očetu ravnatelju šole. Na Podhalu, južnopoljski regiji ob vznožju Tater, je preživel otroštvo in z vaškim okoljem značilno hribovsko folkloro tistega področja ostal povezan vse življenje. Ja miałem dosyć takie szczególne dzieciństwo. Z jednej strony jako dziecko nauczyciela musiałem być głową trochę wśród inteligencji, a z drugiej strony jako mieszkający na wsi nie mogłem się wyróżniać od innych dzieci. Moje otroštvo je bilo precej posebno. Po eni strani sem kot učiteljev sin moral potrjevati, da pripadam krogu izobražencev, po drugi strani pa se kot prebivalec vasi nisem mogel razlikovati od drugih otrok. Zato sem moral govoriti kakor oni, preklinjati kakor oni in bolj ali manj početi tisto, kar so počeli drugi. Živel sem nekako na meji obeh svetov, zelo močnim nabojem domoljubnih čustev, kar je bilo v učiteljskih krogih normalno. To so bili tudi časi, ko se je bilo zelo težko učiti tuje jezike. Ni bilo učiteljev, ni bilo učbenikov, vse do danes moram odpravljati pomanjkljivosti na tem področju. Sem pa zato toliko bolj vzljubil hribovsko narečje. Imam celo takšno teorijo. Če se kakšne filozofske teze ne da prevesti v hribovski dialekt, potem ta teza seveda ni resnična. O svojih študijskih letih je nekoč rekel: v svojem življenju sem zelo veliko študiral, zlasti zato, ker sem se učil tudi na napakah. Po zaključku liceja leta 1949 je želel vstopiti v semenišče, a ga je od te želje odvrnil oče, ki je menil, da je še premlad. Tako je Jozef najprej 1 leto študiral pravo, nato pa vstopil v semenišče in pravo zamenjal za filozofijo. Najprej je študiral krščansko filozofijo. Že po posvetitvi v duhovnika pa je začel študirati na filozofsko-zgodovinski fakulteti Jagelonske univerze, kjer je magistriral, nato pa še doktoriral pod mentorstvom Romana Ingardna. Srečanje s fenomenologijo je odločilno zaznamovalo Tischnerjevo poznejše filozofsko udejstvovanje. Že v 70. letih se je odmaknil od tomizma, ker ta, po njegovem, ni bil več zmožen opisati sodobnega sveta. V njem pa tega, kar naj bi bilo sodobno krščanstvo. S člankom Zaton tomističnega krščanstva, objavljenem leta 1970, je sprožil glasno filozofsko polemiko, tako imenovani spor desetletja. Poljski tomisti so mu očitali predvsem iracionalizem ter idealistično razumevanje človeka in sveta, ter opozarjali na nevarno liberalizacijo krščanstva, ki naj bi vodila v moralno dekadenco.
Tudi pozneje, ob koncu 90. let, je Tischner še zmeraj ugotavljal, da poljski katolicizem temelji na manipulaciji z vrednotami. Cerkev pa ni cerkev milosti, ampak cerkev moralnih obsodb, ki jim ni mogoče ubežati. Pisal je: še nikogar nisem srečal, ki bi izgubil vero ob branju Marxa. Srečal pa sem mnogo takšnih, ki so vero izgubili po stiku s svojim župnikom. Poljsko katolištvo je bilo po njegovem v krizi, ker se je zapiralo za vse novo, v vrednote pa spreminjalo negativne izkušnje, s posebnim mučeniškim nagnjenjem k obsojanju in katastrofizmu. To je med drugim ponazoril z besedami: religija nedvomno osmišlja trpljenje, toda ne mučeništva. Sam si je za krščanstvo želel, da bi se odprlo navzven in postalo prostor svobode, oziroma, kot je pravil sam, poskušam vplivati na krščansko filozofijo na Poljskem, jo preobraziti v filozofijo širokih obzorij, širokega srca, v filozofijo, ki razume človekov nemir. Če želimo človeka razumeti, moramo z njim deliti njegov nemir. Po Tischnerju je namreč bistvo krščanstva človek, ki je odgovoren za drugega človeka in na katerega se drugi lahko zanese. Težo krščanstva prenaša s transcendence, ideje, dogme na živega človeka, ki stoji nasproti nas in čigar izkušnjo je treba upoštevati in nanjo odgovoriti. Človek je namreč prav posebna, prvotna in absolutna vrednota. O sebi je Tischner govoril, da se najprej počuti človek, nato filozof, potem dolgo nič in šele na tretjem mestu duhovnik. V tem je preprosto sporočilo, da je v življenju pravzaprav pomembno zgolj to, kakšen človek smo. Kristjan, je pisal Tischner, se naj bi potem razlikoval od drugih ljudi, da je človek v večji polnosti. Gre za to, da bi bil bolj človek. V tem smislu je bila izbira njegove življenjske poti, duhovnika in hkrati filozofa, iskanje polnosti človečnosti. Tako za prvo kot drugo v teh poklicanosti pa je ključna vloga besede kot osnovne materije in orodja dela. Za kristjane tako pomemben prvi stavek Evangelija po Janezu, na začetku je bila beseda, ni zgolj religiozno sporočilo, pač pa filozofska usmeritev. Tischner. Kaj je beseda? V Svetem pismu je beseda vselej izraz zvestobe. Beseda lahko pomeni različne stvari, lahko imenuje drevo, hišo, reko, list, toda vsakokrat, ko se beseda pojavi med mano in tabo, pomeni zvestobo. Vse besede Boga človeku so vrhunec zvestobe. Bog je zvest, zato govori. In ko Bog spregovori, pravi zvestoba. Razumljivo je, zakaj je krščanstvo za Tischnerja predvsem velika religija besede. Besede, ki vzpostavlja vez. Besede gradijo, imajo sposobnost ustvarjanja vezi, vzpostavljanja skupnosti. Treba je imeti veselje v razmišljanju in razmišljanje v veselju. Pamiętam do dnia dzisiejszego jedno z kluczowych zdań Heideggera, które brzmiało jak jakiś wyrok. Najbardziej daje do myślenia to, że jeszcze nie myślimy. Do danes se spominjam enega ključnih stavkov iz Heideggerja, ki je zvenelo kot nekakšna obsodba. Najbolj daje misliti to, da še ne mislimo. Kljub ogromnemu napredku v znanosti, kljub razvoju tehnike, kljub globokim političnim spremembam, za katere se zdi, da so spremembe na bolje, še zmeraj ne mislimo. In to daje misliti. Toda, ali so kdaj obstajali takšni časi, v katerih smo mislili? Kar naprej se je treba vračati k vprašanju, kaj pomeni misliti. Nedvomno je mišljenje neke vrste duhovni boj z nasprotnikom. Mišljenje ima nasprotnika. To je neresnica. Ko človek gleda drugega človeka, se uči sebe. Kaj nas lahko nauči gledanje v svet misleca? Lahko se naučimo misliti, ker pa je mišljenje možnost, ki je pritajena v vsakem izmed nas, se lahko tako naučimo sebe.
V mišljenju kot zasledovanju resnice je Tischner napravil pomemben obrat. Čeprav je na začetku zlasti pod vplivom Husserla prednost dajal fenomenološki intencionalni odprtosti za predmet, je sčasoma prišel do prepričanja, da je pomembnejša dialoška odprtost. Od intencionalnega mišljenja o nečem je pozornost umeril na dialoško mišljenje o nekom, za nekoga. To je skladno z njegovim filozofskim načelom, kot ga je opredelil v knjigi Mišljenje v skladu z vrednotami. Nekoč se je filozofija rojevala iz začudenja nad svetom. Aristotel. Pozneje se je rojevala tudi iz dvoma. Descartes. Zdaj pa se na naši zemlji rojeva iz bolečine. O moči filozofije odloča moč človeške bolečine, ki jo filozofija želi izraziti in ji pomagati. Pred vsakršnim filozofiranjem je treba izbrati. Izmed tistega, o čemer je mogoče misliti, izbrati tisto, o čemer je misliti treba. Toda to, o čemer je treba misliti, ne pride k nam strani knjig, temveč z obraza človeka, zaskrbljenega nad svojo usodo. Težišče filozofije se iz posameznikove zavesti prenese na medčloveški odnos. Filozofija je odgovor na konkretne stiske in upanja ljudi, ki nas obkrožajo. Nismo izolirani subjekti, ki opazujejo svet. Smo bitja, ki so neločljivo povezana z drugimi in ki šele v dialogu z njimi postanemo to, kar so. Tischner piše, religija si prizadeva za to, da bi posameznika iztrgala splošnemu in ustvarila iz njega bitje obdarjeno z imenom. Angel namreč Mariji ne pripoveduje teorije o Bogu in svetu. Govori nekaj čisto drugega. Spočela boš in rodila sina. Tu gre za izbiro. Bil sem viden, opažen, poklican po imenu. Šele zdaj obstajam, zares obstajam. Podobno se dogaja v odnosih med ljudmi. Prav zato je v Tischnerjevi filozofiji ena ključnih kategorij kategorija srečanja, odnos z drugim človekom, odprtost zanj in odgovornost zanj. V vsakem dialogu, v vsakem pogledu in vsaki besedi se odločamo med dvema temeljnima možnostma. Ali bomo drugega potrdili in mu odprli prostor za obstoj, ali pa ga bomo ogrozili in uničili. To je za Tischnerja predstavljalo poseben izziv. Prepričan je bil, da naj bi filozofija pomagala ljudem, da bi postali boljši, da bi se obranili pred zlom, jim pomagala najti pot k odrešenju. Toda, če je v naravi filozofije, da operira s splošnimi pojmi in strukturami, v katerih človek največkrat postane abstrakcija, kakšen glas dati filozofski refleksiji, da bo ta zajemala človeško neponovljivost, človeško izkušnjo? Življenje ni splošno, udejanja se v določenih osebah. Izhod iz tega nasprotja je poskušala najti filozofija dialoga, znotraj katere je Tischner našel svoj prostor. Dobro ne obstaja drugače, kakor konkretna dobrota in svoboda konkretnega človeka. Iz filozofije dialoga je Tischner izpeljal svoj izvirni filozofski koncept. Filozofijo drame. Da bi lahko opisal človeško kondicijo, je posegal po dramskih kategorijah: srečanje, scena, dialog, vzajemnost, maska, skušanje, pogubljenje. Vsak posameznik je namreč udeleženec drame. To Grecja przede wszystkim pokazała nam dramat jako dzieło sztuki i zarazem człowieka jako istotę, która uczestniczy w dramacie. Możemy powiedzieć, Grčija nam je razkrila dramo kot umetniško delo in hkrati človeka kot bitje, ki je udeleženo v drami. Lahko rečemo, da je bilo prvo razumevanje človeka, za katero se lahko zahvalimo Grčiji, bilo razumevanje človeka kot dramskega bitja. Človeka so imenovali oseba, persona. Pojem persone je večpomenski. O tem je bilo prelitega ogromno črnila.
Ne bomo pa zagrešili velike napake, če rečemo, da je biti oseba, biti udeleženec drame. Sodelovati v drami, biti oseba, pomeni, da nas drama določa. Filozofija drame je hkrati naslov knjige iz leta 1990, v kateri je Tischner svoje filozofske poglede ubesedil. V prevodu doktorice Urše Zabukovec je v slovenščini izšla pri celjski Mohorjevi družbi. Pri Tischnerjevski drami seveda ne gre za umetniško obliko, ne gre za igro na odrskih deskah, ampak za nekaj veliko bolj temeljnega in resničnega. Drama je zanj osnovni način človekovega obstoja, dogodek, ki se odvija v prostoru med nami. Drama je tisto, kar se zgodi med ljudmi. Gre za srečanje z drugo osebo in kakovost tega srečanja je tisto, kar bo določilo, kakšen svet bomo na koncu ustvarili okoli sebe. Dialog, ki med nami neposredno poteka, ima torej po Tischnerju dramsko strukturo, tu pa gre zlasti za dramo dobrega in zla. V končnem obračunu pa za našo odrešitev ali pogubljenje. V filozofiji drame se Tischner posveča zlasti negativni plati, vprašanju, na kakšen način človeka zlo lahko napada in uniči. Sam to utemeljuje z naslednjimi besedami. Dobro je res da bližje našim upom, vendar je zlo bližje naši izkušnji. Filozofija, ki priznava uporabo fenomenološke metode, je na neki način vnaprej obsojena na dajanje prednosti raziskovanju zla pred raziskovanjem dobrega. Mera človeka, človeška izkušnja, je izhodišče za definicijo dobrega in zla, ki po Tischnerju ni čisto nič relativna, prav nasprotno. Dobro definira kot tisto, kar je vredno reševanja in ohranjanja. Je klic k odgovornosti za drugega. Zlo pa tisto, kar ogroža vse, kar želimo obvarovati. Je tista sila, ki poskuša uničiti medčloveške vezi. Usoda človeka je podleči upanju. Propadli bodo tisti, ki mu bodo prenehali podlegati. V sporu o človekovem obstoju, ki velja za nadaljevanje filozofije drame, Tischner ponovno izhaja iz problema zla, veliko več prostora pa nameni prisotnosti in delovanju dobrega med ljudmi. Posebno pomembna je pri tem izkušnja milosti, ki se človeka dotakne tako, da ne poruši njegove svobode, še več osvobodi človeka iz okovov zla. Tudi milost deluje skozi sebi lastne besede. Besede razodetja in odrešenja, ki sta po Tischnerju tako religiozni kot filozofski kategoriji in opisujeta najglobljo dimenzijo medčloveških odnosov. V sporu o človekovem obstoju se veliko posveča pojmu upanja, zahvaljujoč kateremu je mogoče, kot trdi, premagati smrt. Nie jest wykluczone, że z nadzieją ma się sprawa tak, jak z ubraniem, które tylko dla mnie i tylko dla mnie jest przeznaczone, które na nikogo innego nie pasuje. I coś podobnego jest z nadzieją. Każdy człowiek... Ni izključeno, da je z upanjem tako kot z obleko, ki je šita po moji meri, ki nikomur drugemu ne pristoji. Nekaj podobnega je z upanjem. Vsak človek ima najbrž kakšen drug lasten vir upanja v sebi, onkraj sebe. Homo viator je človek romar, potujoči človek. Toda potuje zgolj tisti, ki ima upanje. Kdor nima upanja, blodi. Dve možnosti sta. Upanje ima tisti, pred katerim se odpira prihodnost, ali pa tisti, ki ima nekoga, ki mu to upanje da. Kaj je tukaj bolj pomembno? Je to odprtost prihodnosti ali zavest, da obstaja nekdo, ki mu je to upanje dal, torej, da imam poverjenika ali darovalca upanja. Upanje se rodi iz drugega človeka. Smisel torej ni nekaj, kar najdemo, ampak nekaj, kar ustvarjamo v odnosih. Ne rojeva se v samoti, temveč v odprtosti za drugega. Človek je takšno drevo, ki v sebi čuti dobro in zato noče rojevati sadežev zla. Leta 1980, ko so izbruhnile prve delavske stavke in so se na Poljskem z gibanjem Solidarnost porajale demokratične spremembe,
se je Tischner lotil sprotne etične in filozofske refleksije dogodkov. Kar se je začelo s pridigo stavkajočim delavcem, je pozneje postalo zbirka zapisov Etika solidarnosti, po kateri je nemara dandanes, tako na Poljskem kot onkraj nje, najbolj poznan. V 90. letih je bil zaradi svojega publicističnega udejstvovanja in številnih nastopov v medijih, zlasti med ljudmi, zelo priljubljen in cenjen. To pa ni pomenilo, da so ga sprejemali vsi. Tako polemika s tomizmom kot uničujoča analiza poljskega marksizma z konca 70. let sta mu prinesla nemalo nasprotnikov. Bili so tudi takšni, ki so v njem prej kot resnega filozofa hoteli videti zgodbarja. Spet drugi so mu očitali njegovo ljubezen do metafor in bi ga raje prištevali med pesnike in publiciste, kot pa filozofe. Toda Tischnerjeva vera v človeka, izražena v besedah, da je človek takšno drevo, ki v sebi čuti dobroto in zato noče rojevati sadežev zla, je vendarle obrodila. Danes ga na Poljskem med svoje vzornike prištevajo avtorji z idejno povsem nasprotnih polov. Njegovo dediščino pa na tak ali drugačen način negujejo številni njegovi bralci, sledilci, učenci. Vsi tisti, ki v vztrajno nemislečem svetu občutijo potrebo po moralni avtoriteti in, kar je še pomembnejše, potrebo po veri v človeka, po veri v načelno človeško dobroto, našo dobroto. Eden izmed njih je filozof Tadeusz Gadač, ki je nekoč takole povzel njegovo življenje in delo. Spomnimo, kaj je povedal Janez Pavel II., s katerim sta si bila zelo blizu. Rekel je, da je človek pot cerkve, torej človek, ne Bog. Tischner pa pravi, krščanstva ne bomo razumeli, dokler ne bomo doumeli, da je njegovo bistvo utelešenje, torej Bog, ki je postal človek. Boga je torej treba iskati v človeku, kar je božje, je medčloveško. To je bil program njegovega življenja in mišljenja. Jozef Tischner je bil na prvem mestu človek, človek besede in filozof človeka. Daru srečanja ni zgolj filozofsko utemeljil, pač pa ga najbolj predano živel in udejanjal sam. Živel je po besedi, za besedo in preko nje. Umrl je za rakom grla leta 2000. V skladu z njegovo željo je pokopan v vasici v Opušna, kjer je odraščal. Sedmi dan.